Spoštovane kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni na prvi javni predstavitvi nove velike zbirke historičnih podatkov vojaške žrtve Prve svetovne vojne na Slovenskem. Čast mi je seveda, da omenim, da je častno pokroviteljstvo nad projektom in seveda današnjo prvo javno predstavitvijo sprejel predsednik Republike Borut Pahor. Pred 100 leti in 2 dnevoma se je s premirjem med edino še bojujočo Nemčijo in Antanto, teden dni prej pa tudi s premirjem avstrijske polovice in ločeno premirjem Ogrske z Antanto prekinila svetovna vojna, velika vojna, kot so jih tudi rekli. Prekinitev premirja je pomenilo konec bojevanja. Nobena od držav sovražnosti ni obnovila. Precej pozneje je Pariška mirovna konferenca, mirovni sporazumi, svetovno veliko vojno dejansko končali. Bojevali so se, kot vemo, na zahodni fronti tedaj do zadnjega trenutka. Na internetu, na Wikipediji najdete imena zadnjih vojakov, ki so padli. Britanski George Edwin Elson ob 9:30 tistega dne, 11.11. Zadnji francoski vojak Augustin Tebuchon, zadnji kanadski vojak George Lawrence Price, ki naj bi bil dejansko čisto zadnji ob 10:58. Premier je namreč začelo veljati ob 11. uri. Z globokimi ranami v Evropi, velikimi izgubami, zlasti seveda moškimi, in da bi bila mera polna v tistem času je divjala tudi smrtna kosa španske gripe, se je vojna končala. Uporaba vedno novih, bolj ubojnih orožij, od artilerije do plina, intenzivnosti tako imenovanega odločilnega bojevanja na to vojno v jarkih, angažiranost množičnih armad, vse to so dejavniki, ki so povzročili številne izgube poklicanih vojakov in častov. Polno se je uveljavil že starejši izraz, kanonenfutter, ki ga mi v našem prostoru bolj poznamo, ali so pomenka food for powder. Tako velike so bile izgube, da je marsikdaj to obrnilo tudi na črte generalov, za katere je bila in je še vedno seveda izguba žive sile zgolj eden od dejavnikov, s katerimi se vodi in se je tedaj vodila vojna. Umrlo je 10 milijonov vojakov, 7 milijonov civilistov. Antanta je izgubila 6 milijonov vojakov centralne sile, 4 milijone. Med 3 milijone 386 tisoč 200 vojaki, če merimo različne podatke, do 4 milijonov 390 tisoč. Antanta od 4 milijonov 866 do 6 milijonov 349. Vse bojujoče se države so sočasno in zaradi različnih potreb in na različnih ravnih s svojimi administracijami, vojaškimi in civilnimi, vodile sezname padlih, izgubljenih, pogrešenih in jih po koncu vojne tudi izpopolnile. Avstro-Ogrski zaradi razpada države te druge faze ni uspelo izvesti. Mimo grede, Avstro-Ogrsko vojno ministrstvo je poskušalo še novembra 1918, ko je država že razpadla v vsaj 4 dele, 4 nove države, to delo nadaljevati. In v dokumentaciji Narodne vlade v Sloveniji najdemo njen dopis, kako naj s predlogom, da naj imenuje nadporočnika Ivana Burnika za svojega zveznega oficirja
pri evidentiranju izgub. Tako smo tudi Slovenci, v veliki večini upoklicani v Avstro-Ogrsko armado, ostali brez uradnih podatkov o padlih in umrlih vojakov. To pomanjkljivost, ki je medtem postala predvsem zgodovinopisni problem, po skoraj 100 letih poskušamo olajšati zbirko podatkov o vojakih z današnjega slovenskega ozemlja. Ta zajema v digitalni obliki podatke vseh znanih padlih in pogrešenih vojakih slovenskega ozemlja, posebej poudarjam današnjega slovenskega ozemlja. Danes, kot ste videli pred seboj, je v bazi nad 26.000 oseb, morda seveda so nekateri dvojniki, mnogi nimajo vseh željenih ali predvidenih podatkov. Vsekakor pa dopuščajo identifikacijo, kar je posebej pomembno, ne zgolj osebni pogled v vsakega našega, mojega, vašega prednika, ki je morda padel v tistih letih, pač pa tudi pomembno, historiografsko pomembno, pa ne zgolj historiografsko, statistične, demografske in historične delave. Res sem vesel in mislim, da so enako vsi naši partnerji, da smo delo, ki je bilo v veliki meri volontersko v okviru infrastrukturnega programa Slovensko zgodovinopisje sistali pripeljali do take faze, da ga lahko javno predstavimo. Dovolite mi torej, da vseeno ne glede na vedno bolj prisotno in vse prisotno internet naštejem teh naših 16 partnerjev. Arhiv Republike Slovenije, Dolenjski muzej Novo mesto, Gorenjski muzej Kranj, Inštitut za novejšo zgodovino, Mestni muzej Idrija, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej Velenje, Muzejsko društvo Vrhnika, Nadškofijski arhiv Ljubljana, dr. Renato Podbersič, Posavski muzej Brežice, Tolminski muzej, Ustanova fundacija Potimiru v Posočju, Vojaški muzej Slovenske vojske, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski inštitut Milka Klosa, ZRC, SAZU. Vsem najlepša hvala za vaše, kot sem rekel, marsikdaj volontersko prizadevanje in tudi z tega mesta želja in poziv, da sodelujemo še naprej in projekt pripeljemo morda do tistih željenih 95 ali celo 99% predvidenega števila padlih ali do sedaj glavnem uporabljenega števila padlih slovenskih vojakov za slovenskega ozemlja, se pravi nekje med 36 in 40 tisoči. Baza bo prosto dostopna in kot ste seveda velika večina že ugotovili, je že nekaj dni prosto dostopna na spletni strani SISTER. Za različne obdelave, za podrobnejše, seveda se bomo še dogovorili. Vsekakor pa upam, da je teh 26 tisoč imen padlih in pogrešanih vojakov dobra osnova za napredek neke smeri historiografskega raziskovanja, da je tudi en zanimiv in gotovo nova spodbuda k raziskovanju obdobja Prve svetovne vojne.
Obdelav podatkov, kot sem rekel, je mogoče veliko, enostavnih, posamičnih, enodimenzionalnih, dvodimenzionalnih, tridimenzionalnih, a vendar najprej morda začnimo pri začetku in bi predal besedo Neji Blaj Hribar, ki je v okviru Sistarja vodila ta projekt. Hvala lepa.